tole so bili ti lističi, ki smo jih še potem k sredstvu smo imeli, ne bom zemela povedati, papir, luknjač za papir, da je to še štanca, pa ni bilo to. No tole, da smo tole naredili in izdelke, ampak naredite vidno, da se bo videl, kdo je tole. In še ena, ne, nobena slika. Aha, odvisno je vaše ustvarjalnosti, kako si boste naredili. In letos boste izredno boste kreativni, zato ker smo se na to upozorili, vemo kako je. Če pa tja prideš, pa nimaš toliko seboj, imaš doma, ker doma imamo vse, ne? Kaj pa nimamo, je to takole. Za desno mišljeno tipko pritisnemo in se predstavljamo. Potem pa gremo za skupno rabo. Kliknemo, zdaj se to nalaga in ko se odpre to okno, je to naša zadeva. Imamo tukaj eno okence. Na tem okence tudi lahko kliknemo in zdaj se nam odprejo možnosti. A lahko ta oseba, ki bo dobila to sporočilo, da bo to sliko gledala, oziroma da datoteko odpirala, a je lahko ureja. Včasih med Branko se naredimo, da jaz pošljem kako datoteko, pa je pol Branko lahko ureja, ali pa obratno. Potem imamo možnost, ali samo komentiramo, ali pa lahko samo, oziroma lahko komentiramo, ali pa lahko gledamo. Samo vprašam, če lahko ureja, lahko komentiraš in gledaš? Če mu dovolite, to je najvišji nivo dostopa. Lahko tista dotična oseba, ki je to sprejela, da lahko ureja tudi datoteko zbriše. To je najvišji nivo. Zdaj pa, če se nam zdi, da to samo lahko nekdo gleda, pač odkljukamo